Bratje in sestre, letos se god svetega Marka, evangelista, ravno ujame s 4. velikonočno nedeljo, ki jo imenujemo tudi nedelja dobrega pastirja. To ime smo dali zato, ker poslušamo to nedeljo prav ta evangelij. Nismo mi tisti, ki smo opredelili, označili Jezusa za dobrega pastirja, ampak je to sam o sebi spregovoril. Jaz sem dobri pastir. Šele letos sem slišal nekako način teh pastirjev, ki so živeli na Bližnjem vzhodu. Mi poznamo pašnike, tisti, ki so še ostali v naši domovini, običajno so ograjeni z električnim pastirjem ali s kakšno ogrado. Ti pastirji, ki so pa živeli pred tolikimi stoletji, so pa imeli po noči svojo čredo, ker ovce gre običajno skupaj, v leseni ogradi, v katero je bil vstop skozi kakšnih 30 cm široko ožino in brez vrat, samo prehod v ogrado. In nekdo vprašal pastirja, kako da nimajo nobene zapore. Rekel, jaz skrbim za čredo in tukaj gledam, katere ovce prihajajo, za katere skrbim, vem, ali so vse notri in tukaj na ta vhod, na to ožino, tukaj se potem po noči uležem in tukaj prespim. In šele s to razlago sem jaz letos začutil, kaj pomeni še več kot beseda biti dobri pastir, ko Jezus tudi pravi, jaz sem vrata k ovcam. Do besede je bil ta človek kot vrata, je odprl prehod, da je nekdo lahko stopil notri in tudi izpustil ovce ven. Če bi prišla nevarnost, recimo nekdo, ki bi hotel ukrast, čez ograjo bi težko ovce prenašal, bi mogel iti skozi prehod. Ampak bi on to zaslutil, bi začutil, bi se zbudil. Za divje zveri običajno se človeka tudi divja zver boji, razen če pride trop. Ampak ta človek dejansko s svojim telesom, lahko bi rekli, prispodobi s svojim življenjem, varuje navadne živali, ovce tam zadaj. In ljudje, ki so to poznali, ta način skrbi za živali, so to besedo, jaz sem dobri pastir, verjetno bolj globoko razumeli kot mi danes, ko se s tem poklicem ne srečujemo. In je še druga stvar, kar malo včasih nelagodno preberem ta evangelij, ampak to zaradi tega, ker sem včasih slišal opasko, bolj ponižujočo besedo, ko kdo reče, pa vi ste navadne ovce, sploh ne poslušate svojo glavo, slepo sledite, pa vas vodijo, kamor želijo. Ne vem, če je kdo od vas že zaslišal podobno opasko, mogoče kar zaničljivo besedo, ki kar zaboli. Pa sem razmišljal, zakaj je danes ta beseda v družbi tako prisotna, še posebej za nas kristjane. Ali ni želja takega človeka, da bi postal svoboden, suveren, neodvisen, ki odloča o stvarih sam v življenju? Je to želja, ampak če človek zapušča dobrega pastirja, njegova prihodnost običajno ne bo brez nadvlade, ampak ne da bi slutil, hotel, želel, sprema pa kakšnega drugega. Ne vem, če je dobri pastir, morda je pa najemnik ali pa še slabše izkoriščevalec. Ko sem imel na zadnje srečanje za birmance 2-3 dni nazaj na travniku in smo razmišljali, kakšno življenje se danes živi. Veste, koliko mladih, recimo, če samo odraščajoča dekleta pogledamo v današnje družbe, kakšno obremenitev samo z enim nenavadnim pastirjem, ki se imenuje Instagram.
koliko primerjav, nezadovoljstva s svojo podobo, značajem, z izražanjem, ker tam so fotografije drugačne, tam so popolne, lepe, take, kot si nekdo želi. Koliko mladih fantov v tekmovalnosti, ne da bi vedeli, prevzamejo nekega pastirja, ki jih lahko celo izkorišča. Tudi mi odrasli smo nič povarovani, samo enkrat, dvakrat po internetu kliknite za kakšen izdelek, 2 meseca boste dobivali reklame in nas bodo ti novodobni pastirji vodili. Javno mnenje, medijski prostor, vzdušje v družbi, to so vsi pastirji, včasih malo boljši, včasih nekoliko slabši, ki nas vodijo. Pa si kar ne upamo priznati, koliko ponudbe, koliko ljudi danes že spremlja, kaj bo sodobno, privlačno, moderno v letošnjem poletju na področju mode, avtomobilizma, tudi dopustov, ker se bodo ukrepi še nekoliko sprostili. Veste, koliko pastirjev je danes, ki so bolj najemniki, zato ker želijo izkoristiti nevednost, naivnost človeka. In če človek odhaja od dobrega pastirja Jezusa Kristusa, bo prehajal pa pod okrilje nekoga drugega. Jezus Kristus pa je rekel, zakaj sem dobri pastir? Zato, ker dam svoje življenje za ovce. In ni ostal pri besedah, je to naredil dobesedno in se je dal v roke nam, da smo ga umorili, zato da bi mi preživeli. Sprejel je smrt, zato da bi mi imeli življenje. In je svoje besede potrdil v svojem ravnanju. In ko Jezus pravi, jaz sem dobri pastir, a ste kdaj pomislili, da se imenujemo kristijani? In ta beseda biti kristijan prihaja od besede Kristus. Kristus, kristijan. Če nosimo ime po Jezusu Kristusu, ki on pravi zase, da je dobri pastir, ali ni potem tudi nam zaupano, da bi vsaj nekaj njegove drže tudi mi prevzeli. In tukaj lahko rečem prav za vas starše, vi ste dobri pastirji. Vse drugi ljudje sploh ne vejo, koliko imate stisk, koliko odrekanj, skrbi, težav v življenju, ampak naredite za svoje otroke, dajete svoje življenje. Zato so tako močne te besede Ivana Cankarja, ko je začutil že v višjih letih, ko ni več staršev, mati, tvoje meso smo jedli, tvojo kri smo pili, zato si tako zgodaj odšla. Dala je svoje življenje za otroke, v vsej skromnosti, v res pomanjkanju. Njeno življenje je šlo za otroke. In Ivan Cankar je tudi čutil šele kasneje, ko je gledal življenje že pokojne matere, tudi pokojnega očeta in je zaznal dobrega pastirja v svoji materi. Koliko plemenitih učiteljev, učiteljic, vzgojiteljev so lahko dobri pastirji. Lahko je dobri pastir brat ali sestra, ki ne naredi nekaj dobrega ali da besedo mlajšemu zato, ker more, ampak zato, ker čuti, da je to nekaj dobrega, plemenitega, ki je to izraz njegove ljubezni. Lahko je dobri pastir celo človek, ki mi je kar malo moteč, zato, ker me opominja o stvarih, ki niso dobre, ker me ne pusti pri miru in mu ni vseeno, kakšno je moje življenje. Dobri pastir ima palico, zato, ker s to palico lahko prepreči nevarnost, ampak če jo uporabi, lahko tudi v tistem trenutku zaboli, ker ve, da bo ta bolečina manjša in blažja od tiste, ki lahko nastopi
brez posredovanja. In ker smo danes tudi še posebej zbrani na dan molitve za duhovne poklice, vidim tudi duhovni poklic v tem, da ne samo mi duhovniki, ampak vsak kristjan želi biti dobri pastir. To je duhovna pot človeka. In postaja dobri pastir samo z lastno močjo je težko. Zato ne bo res med nami molitev zase. Ni to egoizem, ampak to je odgovornost in prava drža. Molimo zase, da bi čim bolj bili podobni dobremu pastirju, ki je nas gled. Ob tej molitvi zase pa prosimo za tiste, za katere smo poslani, da smo dobri pastirji. Da lahko naredimo tudi to, kar je duhovno bogatstvo, da prosimo blagoslova, kakor smo pred sveto mašo prosili v molitvi za blagoslov našega dela, našega življenja, da bi bili na poti svetosti. Vam želim, da bi ta teden, ki je pred nami, bil duhovno bogat, da bi zmogli tam, kamor smo poslani, izvrševati to poslanstvo dobrega pastirja. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovemo vero.